Med drugim so ocenili, da je pereč problem v središču Črnomlja parkiranje, zato so sklenili, da se postavita dva parkomata na Trgu Svobode 3, se pravi na vsako stran glavne regionalne ceste. Eden naj bi stal tukaj za mano na mesto tega zabojnika oziroma kontejnerja, drugi pa pri sodišču. Posodobljen način pobiranja parkirnine naj bi omogočil večjo frekvenco avtomobilov in boljši nadzor kot zdaj, ko parkirnino zaračunava delavec. Ker vidimo, da sedaj je več kot problematika, nekateri avtomobili stojijo cel dan, tisti pa, ki bi upravljali svoje storitve, pa tega ne morejo zaradi zasedenosti. In seveda s tem problemi z več prekrški, več kazni in nezadovoljstva. Za uro parkiranja bo treba odšteti 50 centov, parkomata drobiž ne bosta vračala, bosta pa omogočila 15-minutno brezplačno parkiranje. Strošek nabave in postavitve parkomatov in označevalnih tabel znaša okoli 13.600 evrov. Črnomaljski svetniki pa včeraj niso bili zadovoljni z odgovorom novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki zavrača pobudo občinskega svetnika Janeza Vajsa, da bi odstranili kip svetopisemske Rahele v atriju Črnomaljskega gradu in tako tam pridobili prostor za prireditve. Videli ste Rahelo na svoje lastne oči, tudi gledalci so jo videli, kopa se v ptičjih izmečkih, tako že 40 let. In objasnitev, da je to dobro, da je to na mestu in da je to primerno, se mi ne zdi pač razumljiva in skregana za vso logiko, ne? Kip, ki ga je Črnomelj dobil leta 1898, ko je bil zgrajen vodovod, namreč propada v atriju, hkrati pa onemogoča izvedbo prireditev, pravi Vajs, ki kot zgodovinar meni, da bi bilo prav, da se ga umakne in restaurira ter da v primerno hrambo oziroma postavi na primerno mesto, ki pa nikakor ni atrij Črnomaljskega gradu, kjer je skorajda skrit pred očmi javnosti.